Nogometaši Domžal so bili po žrebu polfinala pokalnega tekmovanja najbolj zadovoljni. V bobnu so bili namreč Mariborčani, Koprčani in Interblok. Birjukovi varovanci so se izvlekli z nižjeligašem, o katerem pa trener vseeno govori z izbranimi besedami. Interblok je spoštovanja vreden nasprotnik, prvi v drugi ligi, odličnega trenerja imaju, mlado moštvo, kvalitetno moštvo, ampak apsolutno, če pogledamo realno, Kopar in Maribor su močnejši nasprotniki i zaradi tega smo lahko zadovoljni žrebom. Doslej so bili Ljubljančani boljši od nižjeligaša Mas-Teh s 6-1. Po porazu na domačem igrišču proti Olimpiji, ki so ga Ljubljančani dobili z 2-0, pa so v drugo pokazali zobe in Stožice osvojili z izidom 4-0. Sedaj pa že zmaga v polfinalu skoraj da odpira vrata proti Evropi. Vseeno pa pot do tja ni lahka. U svakom primjeru teška pot do Evrope je i u pokalu i u prvenstvu. Mi smo i u jednom i drugom takmovanju, bom rekao, prišli blizu. Kako se bo razpletlo, bomo videli. Najprej bo potrebno najti pravo taktiko za Interblok, čeprav so Ljubljančani že pregovorno neugoden nasprotnik. Tudi zato, ker imajo izkušnje z osvojitvijo pokala. To pa so tudi sanje trenutno drugovrščenega moštva v prvenstvu. Sigurno nas čakaju dve zelo zahtevne tekme, dve tekmi v kateri moramo biti u optimalni formi in jaz upam da bo to dovolj, da bomo na koncu veseli. So pa bili Domžalčani lani na pragu zmagoslavja, zato je letošnja sezona kot nalašč za to, da se maščujejo za poraz v Ljudskem vrtu. Takrat je bil Maribor v podaljšku za gol boljši. Mi smo lansko let bili u finalu, izgubili smo i potem noben ne šteje drugo mjesto, samo prvo, tako da su še 2 stopničke. Jaz upam da bomo uspešni. Vsekakor bo za finalno vstopnico potrebno premagati nasprotnika. Sodniški žvižg bo v sredo ob 17. uri naznanil prvi dvoboj, kjer šteje samo zmaga. Če bo dnevna forma ta prava, če bo pristup pravi, potem se lahko nadejamo da bomo v finalu. Žuninjo, Vidovič, Zec, Zatkovič, Šimunovič, Pekić in Apatič so bili v dresu Domžal natančni v dosedanjem poteku Hervis pokala Slovenije. Sedmerica je skupaj z Drevenškom najbolj razpoložena tudi v prvenstvu. Kdo pa bo odgovornost prevzel nase sredi prihodnjega tedna?